Spoštovane, spoštovani, sliko smo v Domžalskem športnem parku, kjer je pred nami druga tekma zaostalega tretjega kroga slovenskega nogometnega državnega prvenstva. V prvi ligi Telemach se bosta udarila domače Radomlje in ljubljanska Olimpija. Vokić je očitno tisti, ki bo izvedel tale prosti strel. Vidimo, da je razdalja gromozanska, skoraj 35 metrov. Tu gre brž pričakovati podajo. Tako je Vokić na oddaljeno vratnico, priložnost in zmaji izbijajo z golove črte, potem ko je poizkusil Krus. Mohamed Begović lepo v ogenj pošilja Motiko, Motika že v kazenskem prostoru, Motika preigrava, še vedno Motika, potem pa Rui Pedro in obramba Baša. Pa napaka Ljubljančanov, tole je nova priložnost, odlično Madžić Šošić in sijajno tudi Pintol v vratih. Zdaj pa napaka Ljubljančanov, Šošić je sam pred vrati. Landu borbeno na sredini igrišča, toda vendarle so Ljubljančani prišli do žoge. Motika proti Bristriću, mimo gola gre tudi tole, ostaja brez zadetka Admir Bristrić. Priložnost Olimpije na tekmi, kako so se zdaj zapletli domači in Nemanja Motika je to izkoristil v 62. minuti. Ob izteku 62. minute vodstvo Olimpije, kako poceni so zdaj Radomljani prejeli tale zadetek, kakšna napaka v ožji obrambi Mlinarjev in zmaji so to s pridom izkoristili ter povedli z 1-0. Nemanja Motika s svojim 4. golom v sezoni. Če malce karikiram, zabili kar sami, brez prekrška, zdaj nad Cerarjem, ki je padel, in proti napad za Olimpijo. Floruč lepo do Motike, ki ima novo priložnost, Motika strelja, brani Baš. Pedro Posavec, Pedro zdaj proti Žoržu Silvi, Žorž Silva, dobra podaja do Pedra, Rui Pedro in zadetek številka 2 za Ljubljančane in številka 11 za prvega strelca slovenskega državnega prvenstva, oziroma številka jubilejni 10. gol Ruja Pedra. Tekla je še 66. minuta, niso si še upomogli Radomljani od šoka po prvem zadetku in takole krasna podaja, Žorž Silva. A ne, seveda Suale, Brest je pritekel kasneje, izjemno nevaren štart. Štart s hrbtom, visoko dvignjena noga, z odprtim podplatom, praktično v koleno od zadaj in ne more biti dvoma, rdeči karton za Davida Sualeja. In Olimpija ostaja le z 10 v polju, toda na srečo Ljubljančanov se je začela že 87. minuta, mislim, da lahko nadaljeval tale dvoboj, ki se bo zdaj dejansko nadaljeval s prostim strelom Nuhanovića. In tole je bila nova priložnost za Radomljane, Krolo ponovno, še drugič potem, ko je vstopil v igro. Gospod Bogatinov, nekako se mislim, da vsi sprašujemo,
zdaj isto po tej tekmi, prvi polčas Radomlje. Takšne, kot ste napovedali, iskale bodo ta gol, ki ga Olimpija že dolgo ni prejela, potem pa v drugem polčasu nek drugačen obraz tudi nasprotnik je dal predstavo više. Kako ste videli to tekmo? Ravno tako. Čestitke fantom za prvi polčas, za odigrano tekmo. Tempo, ritem, ki nam ga je Olimpija vseljevala, smo sledili smo in na eni in drugi strani priložnosti, mislim, da tudi ritem tekme je bil zelo visok v prvem polčasu. Drugi del pa veliko vprašanj, ne vem, ali bi bil bolj jezen ali razočaran iz enega preprostega razloga. Imeli smo težavi sami s sabo. 8 minut smo imeli igralce izven. To pomeni v momentu, ko je Olimpija dala predstavo više, bi mi lahko sami sebe testirali, videli, ali zmoremo tudi to, na to odgovoriti. Mi igramo 10 minut z 9, razlog banalen in zato pravim, ne vem, bil jezen, žalosten, ampak dejstvo pa je, da to so tisti minute, to so tisti momenti, ko potem nismo več ujeli pravega ritma v tekmo. 2 gola na koncu, ja, izključitev, nekaj zopet novi momenti, ampak razlika je bila velika, da bi karkoli spremenili. Želeli smo si ta gol, mislim, da se je to videlo. Za prvi polčas čestitke fantom, generalno pa čestitke Olimpiji za zmago. Verjetno bo ostalo nekaj obžalovanja oziroma vprašaj, kaj bi bilo, če bi bilo in bi v prvem polčasu zadeli, potem bi tekma lahko šla v neko drugo smer. Radomlje so v prvem polčasu res pokazale veliko dobrega. To so te momenti, ki odločajo. Kvalitetni momenti, kvalitetna izvedba. Mi, na žalost, danes smo bili generalno, smo uspeli prijeti, ampak ta preskok za tem, da bi lahko zadeli, pa nam je malo zmanjkalo. Ali nenatančni, ali dobra obramba in tako naprej. Čestitke Olimpiji, mi pa želimo graditi na tem, kar smo videli prvi polčas. Mislim, da to je neka predstava, ki je bila danes, mislim, da na res visokem nivoju. Najlepša hvala in srečno. Hvala ti vam. Zoran Zeljković, čestitke za zmago. Rekli ste na začetku tekme, zadovoljen bi bil zmago 1-0, na koncu zmaga 2-0, verjetno še več razlogov za zadovoljstvo. Ja, tako je. Imeli smo na koncu še 1-2 zelo dobre situacije, ki bi bil rezultat lahko še višji. Po drugi strani se moramo pa zavedati, da prvi polčas ni bil najboljši iz naše strani. Nismo igrali tako, kot smo si želeli, se pravi, hoteli smo zelo hitro zaključiti naše akcije in iz tega veliko grešili, nasprotniku dovolili tudi eno dobro situacijo in tega se moramo, zelo pomembno, da se tega zavedamo. Ampak z druge strani pa potem drugi polčas spet z neko našo širino smo dodali gas in na koncu mislim, da zasluženo zmaga. Kaj poleg še te širine, videli smo v igro, vstopijo z Olimpijine klopi, recimo Timi Max Elšnik, Mustafa Nukić, David Soale, skratka uveljavljeni igralci, je tisto, kar je morda v tem drugem polčasu še prevesilo tehnico pravzaprav tako zelo močno na vašo stran? Ja, mislim, da smo od prve minute drugega polčasa igrali bolje, se pravi, bili smo bolj potrpežljivi, nismo silili v neke situacije, bolje smo prepoznavali, kje se odpira prostor in potem, ko smo zmenjavam v bistvu še dodali gas, je to res izgledalo mnogo bolje. Zdelo se je, da bo potrebno celotno tekmo ali pa vsaj večji del na nek način trpeti, biti danes v tekmi, ampak vendarle ste dobili potem nekaj manevrskega prostora, da ste malce tudi zamenjali, dejali ste že pred tekmo, gledamo naprej, zdaj je evropska tekma, potem je derbi, tudi to verjetno pride še kako prav. Tako je, kot sem rekel pred tekmo, moramo nažalost gledati, nerad to delam, ampak vemo, da bomo proti Lilu izgubili ogromno moči, da imamo naslednjo tekmo derbi, tako da še enkrat, jaz sem zelo zadovoljen, ker imamo dovolj širine, fantom vedno govorim, da bojo dobili vsi svoje priložnosti, tako da to je, bom rekel, kakovost Olimpije, ampak moramo pa igrati vedno bolje in sestaviti celotno tekmo.
Gospod Zeljković, ko ste prevzeli Olimpijo, vemo, kje je bila, zdaj je res, da stekmo več 2 točki od vrha, tam, kjer Olimpija seveda naj bi bila, koliko dodatnega zagona pravzaprav je tudi to dejstvo, da je Olimpija zdaj res povsem zraven vrha lestvice. Ja, danes smo zraven, upam, da bomo jutri tudi. Ja, pomembno je, da gremo tekmo po tekmo, da smo v igri, ni lahko igrati v ritmu Evrope, vzema nam to ogromno moči po dolgem času. Olimpija, z vsem spoštovanjem, ampak nismo to navajeni. Ogromno nekih novih igralcev, ki niso bili glih v ne vem kakšnem ritmu, mislim, da niso igrali v svojih klubih, tako da za vse potreben cajt, ampak mene veseli, da čez rezultat napredujemo, se pravi, rezultat je vedno pomemben, se prilagajamo in dobro se zavedamo, da moramo mnogo bolje. Najlepša hvala in srečno zdaj, predvsem v Evropi. Hvala, jaz upam, da bojo navijači v čim večjem številu prišli nas spodbujati, kajti za nas so zelo pomembni. Po tekmi v naši družbi Sandi Nuhanović. Sandi, dober prvi polčas, veliko priložnosti, zdelo se je, da razmišljate samo kako tako nadaljevati, kaj pa se potem zgodilo v drugem? Ja, ne vem, nekako smo padali, preveč napak smo naredili, Olimpija to izkoristila, tisti gol prvi je bil katastrofalen v bistvu z naše strani. Pa tudi nekako se nismo mogli pobrati, tudi drugi gol smo mi v bistvu poklonili Olimpiji žogo, oni so z tega dali gol in pač zaslužene so zmagali. Tiste dobre stvari iz prvega polčasa, kaj je potrebno zdaj vzeti na naslednje tekme? Ni bilo vse slabo v prvem delu, kar nekaj dobrih akcij, dobrih potez z vaše strani. Ja, mislim, da Olimpiji nismo dopuščali, v bistvu, da pride do strela, akcij niso imeli nekih konkretnih. Ta agresivnost obrambe je bila res v redu, pokrivanje tek ekipe. Tudi v napadu smo nekaj naredili, ampak smo bili premalo konkretni. Nemanja dobro drugo polovreme, dosta bolje nego prvo, puno efikasnije, puno brže, puno više prilika. Nekako vaš komentar, šta se tu promenilo v drugom polovremenu? Pa iskreno, prvo polovreme isto dobro bilo, samo nismo iskoristili prilike bolje nego što smo mogli, ali drugo polovreme smo onda to bolje iskoristili sve i još smo snažnije bili i reakcije su bili još bolji nego što su bili u prvo polovrijeme. I iskoristili smo bolje prilike, eto. Sad stvarno ste u nekom dobrom periodu, dobri rezultati, Olimpija je tu sad na tabeli blizu vrha, verovatno je vaše samopouzdanje kao ekipe na višem nivoju. Jeste, igramo u zadnje vrijeme baš dobro, sad moramo samo tako da nastavimo i sad moramo da se fokusiramo na Europu i idemo dalje na derbi.